Ograja, zadnji branik civilizacije, bi skoraj lahko spominjala na Butalce, če bi ti živeli v času postapokalipse, nam je povedal njen ustvarjalec Rok Sanda, ki se tokrat preizkuša v vlogah scenarista, režiserja in igralca. Ljudje so ustvarili neko skupnost v času, ko civilizacija že propade. Zakaj propade, ne vemo, se tudi s tem v tekstu ne ukvarjamo preveč, ampak civilizacije več ni. In potem tam najde eno ograjo in si za njo ustvarja svojo skupnost. Zelo posebni so, zelo, bi rekel, z našimi očmi kar precej neumni in zaradi tega tudi zelo smešni. In potem med njih pride nekdo novina, ki hoče pač sam, da bi mu dali malo vode in potem se njim čisto zmeša od tega. Tako da to je pač ta predstava. Zato pa imate ščit, da me takoj ne opazijo! Lep pozdrav! Vem ti je prišel! Pa ste ista gledala, da niste nič videla? Jaz sem ga videl, sem bolj pozabil, da sem ga videl. Lahko pridem not, vode mi je zmanjkalo. Pa sta eno nalogo sta imela. Jaz sem spal, jaz nisem nič kriv, vem ti, no. Saj če bomo tiho, bo mogoče pozabil, da smo tukaj. Ja, mogoče bo mislil, da ni nobenega tle. Se vas vse slišim čez ograjo. Novino, torej tistega, ki sproži celotno predstavo, igra Goran Miljanović. Z Rokom, s katerim se poznamo že od srednje šole, v bistvu sodelujemo že od samega začetka. Mogoče pri dveh predstavah njegovih nisem sodeloval, v enem vmesnem obdobju, zdaj se spet vračam nazaj. Tudi zato, ker se mi zdi, da to, kar napiše, je nekaj unikatnega, nekaj drugačnega, avtorskega. In isto verjamem tudi za to novo predstavo, da bo požela nek tak podoben odziv, kot so njegove prejšnje do zdaj. Nina Babič z Rokom Sando sodeluje prvič. V predstavi igra vlogo Svetanje, Vaške vešče in Ljubice Poglavarja. V tej vlogi sem se kar dobro znašla, glede na to, da je Svetanje takšna uštekana, ukvarja se z duhovimi, čara, šlogati, sicer si je v igri to sama izbrala, sama si to namišlja. To ni kot vloga v igri, se pravi v tej vasi za ograjo, kjer živimo, si je sama dodelila ta naziv. Vlogo morda najbolj zmedenega prebivalca skupnosti Gavre igra Maksi Bogovič, ki se na odrskih deskah predstavlja prvič. Ja, Gavra je en tak zanimiv lik, v bistvu. On se zaveda svoje funkcije, ki je pomembna, se pravi, da straži to taborišče, ampak obenem ima pa take zanimive probleme, ker ne dojema stvari tako hitro, kot bi si drugi želeli. V bistvu je najmanj inteligenten član te druščine, ki se je utaborila v tem taborišču, in tudi hkrati je noro zaljubljen v Tinejo, v punco, ki je v tem taborišču, in mu vse skupaj v njegovi glavi dela take probleme, da težko procesira svet okoli sebe. Predstavo spremlja avtorska glasba. Zanjo je poskrbel Andrej Černelč, ki je z Rokom sodeloval že pri dveh filmskih projektih in enem gledališkem. In nekako smo se navadili, da jaz delam muziko in počasih tudi prispevam k atmosferi, k zvoku ozadja ali pa kakim efektom. Namen je bil pravzaprav, čeprav gre za komedijo, narediti dokaj resno muziko, ki ne bo kontrast temu smehu in ki ne tudi nekako mogoče malo podčrta, da gre v bistvu za resne teme, kljub temu, da gre za komedijo. Celoten projekt traja že od leta 2019. Kot nam je povedal Sanda, je sprva skušal na oder postaviti drugo predstavo. In potem je bilo veliko enih izpadov raznih igralcev. Smo pravzaprav že četrto postavo nekako delali pri isti predstavi in potem v tej frustraciji, ki je spet prišlo do nekega izpada, eni so pač povedali sodelovanje, iz normalnih razlogov, pač čas mineva, je bila ena karantena, druga, tretja, in sem zato v tej frustraciji, ker pač še kar nisem mogel postaviti predstave na oder, sem v jezi v bistvu napisal nov tekst, ki sem ga zelo hitro napisal, v bistvu najhitreje napisal moj tekst. In potem smo začeli s to predstavo vaditi, ki je bila napisana v resnici za točno tisto zasedbo, ki sem jo takrat imel, od katere sta spet dva odpadla, ampak smo pa to nekako rešili. Tokrat bo premiera v Kulturnem domu, potem pa nekako je cilj, da gremo neko turnejo po celotni Sloveniji, po
po teh amaterskih odrih in mogoče v aprilu spet zaključimo v kulturnem domu še z eno ponovitvijo. Benti, verjem, da ne bi, ker bi bilo ziher kje zaviniti, pa ne bi noben gledal. Pa zdaj tudi ni nad zavidati. To pa zato, ker mi da skozi gledamo in pol vidijo, da gledamo, pa se skrijejo.